Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Mladost na kmetiji. Z vami sem Kaja Zupanc in danes vas pozdravljam iz Savinjske. Prišla sem v Topole obiskat Urha Račnika, ki pravi, da se s kmetijstvom ukvarja praktično že od otroštva. V današnji epizodi bomo izvedeli, kako poteka njegovo življenje na kmetiji. Urh, pozdravljen, kako gre? Lep pozdrav tebi, vsem poslušalcem. Gre, zimska sezona je mogoče malo manj dela, ampak na kmetiji dela v bistvu nikoli ne zmanjka. Ne? Glede na to, da ti je kmetijstvo blizu že odkar si shodil, predvidevam, da je bilo tvoje otroštvo zelo pestro in raznoliko. Kako bi opisal to odraščanje na kmetiji? V bistvu jaz sem v svojem odraščanju zelo živo. Bil sem zmeri povezan z vsem delom na kmetiji, vse, kar sem lahko, pa še tisto, kar tudi nisem smel, ko bi še, pa sem čakal, da sem malo starejši, pa da še nekaj lahko zraven, v bistvu padeš to noter, pa v bistvu to niti ni nek poklic, to je za mene način življenja v končni fazi in ne znam si danes predstavljati več, da bi živel brez tega. No. Ga ne bi zamenjal z mestnim življenjem? Definitivno ne, nikoli. Kaj pa si najraje počel kot otrok na kmetiji? Ja, recimo, kot otrok, kot malo otrok se iz lastne varnosti, pa zato se izogibaš traktorjem in drugim vozilom, da v prvi fazi sem bil najbolj povezan z živalmi, ker smo tudi živinorejska kmetija in pol ti to ostane za skos, ampak zdaj kot večji, pa tudi je pa tudi mehanizacija na prvem mestu, pa vse pa. Katere živali pa si imel najrajše? Že skos sem pristaš goveda. Kdo pa te je vsa ta dela potem skozi leta naučil? Ja, ki je bil mogoče tvoj vzornik? Ali pa? V bistvu vzornik mi je že skozi najbolj oče, ampak učil sem se pa praktično v vseh, že najprej od pokojne prababice, od babice, mamice, atija, v glavnem z vsemi sem bil upeto delano, tako da ne morem reči, da sem se samo od enega nekaj naučil. Kako pa bi rekel, da se je spremenilo tvoje dojemanje kmetovanja od otroštva pa do zdaj, ko lahko rečeva, da si že nek odrasel kmet? Ja, recimo, v otroštvu gledaš na to nekako bolj, zdi se ti fajn, je zabava, danes pa po že neki pridobljeni izobrazbi pa nekih izkušnjih gledaš na to dosti bolj ekonomsko, veš, da če hočeš to delati, se boš mogel enkrat tega preživeti sebe pa svojo družino, ti je tudi želja dela čim bolj poslovno uspešno. Vidiš tudi, da niso razmere tako rožnate, tako mogoče gledajo na recimo kmetijstvo na pogled zunanjega laika, sploh ni slaba zadeva, ne, ampak ko se enkrat tem noter vidiš, da mogoče ni samo mleko pa med. Kako pa se začne tvoj povprečen dan na kmetiji? Ja, zjutraj je normalno je hlev, tega si razdelimo z očetom, čeprav moram priznati, zjutraj gre večkrat sam. Pa recimo normalno dan na kmetiji je zajtrk, pa sezonska opravila, kaj je treba, ne vem, košnja, setev, naredimo zvečer spet štala, pa če je treba še čez noč v traktor, pa je nov dan. Zdaj, če se obrneva malo na vašo kmetijo, katere živali vse bivajo? Ja, na naši kmetiji se prvenstveno ukvarjamo z rejo bikov pitancev, poleg tega imamo še nekaj prašičev pa nekaj kokoši. Kaj pa te najbolj navdušuje pri delu z govejimi pitanci? V bistvu, ne vem, s kravjem nisem bil nikoli tako navezan, pa velike dela, biki so mi že odmeri všeč, vidiš ga, kako raste, na konci ponos na njega, ki je fajn zrastel in vidim se v tem in ne bi spremenil tega. Kako pa je velika vaša kmetija? Koliko površin obdelujete? Ja, trenutno obdelujemo 23 hektarjev obdelovalnih površin, od tega je polovica lastnih, polovica najetih, v hlevih je trenutno 51 govejih pitancev, 11 prašičev pa 25 kokoši, da smo neka povprečno velika slovenska kmetija. Zdaj, nekaj površin si rekel, da je vaših, nekaj pa jih imate v najemu. A je danes težko dobiti zemljo v najem? Ja, recimo sploh zemlje v končni fazi ni težko dobiti v najem, če si doma napravimo območje, ampak recimo pri nas v Savinjski dolini, ko veljamo za zelo kmetijsko intenzivno območje, ker smo ravnini,
je to sploh problem. Tukaj imamo poleg vseh normalnih dejavnosti, poleg vseh tradicionalnih panog, ki jih imajo v ostalih regijah v Sloveniji, imamo še hmeljarstvo, ko je v bistvu finančno pa gospodarsko zelo močna panoga, tudi zelo uspešna. Smo le 5. največja proizvajalka hmelja v Sloveniji, na svetu. Včasih rečemo v hecu, da če bi bila zemlja v 2 štukih, pri nas je še zmeraj ne bilo dost. Kako pa je s krmo? A vso predelate sami? Krmo v večini predelamo sami na kmetiji, se pravi na naših površinah imamo koruzo za silažo, koruzo za zrne, pol kasneje dokupimo v jeseni, pridelujemo še ječmen ter pšenico, ditelno-travne mešanice, v kolobar vključujemo še nekaj krompirja, buč, tako da probamo stremiti nekaj malo bolj razširjenemu kolobarju. Pol, se pravi, doma pridelamo koruzno travno silažo pa suho krmo, dokupujemo mineralno-vitaminske dodatke pa beljakovinsko krmilo, pa pač odvisno zdaj od letine, ampak večinokrat po potrebi še koruzno zrnje za šrot. Tudi kaj prodate? Prodajamo krompir pa pač izdelke iz buč, ostalo pa vse praktično, kaj zraste, uporabimo naprej za živinorejo. Pa prodate na vašem dvorišču? Ja, prodajamo izključno doma. Zdaj, delo na kmetiji ima mnogo lepih plati, ampak prinaša pa tudi veliko skrbi. Katere bi ti izpostavil? Ne vem, v končni fazi prva je kar stres. Sploh recimo, da vemo, da vreme nam mogoče glih ne prizanaša več najbolj. Vsakič, ko je malo bolj temno na nebu, se sprašuješ, a bo šlo skozi ali ne bo šlo, ali bo pač vse ostale cilj, ali bo toča, ali bo neurje. Pol tudi stroški so čedalje višje, včasih se vprašaš, a še je vreden, ali bo na koncu kaj iz tega, ampak to je pač v bistvu kmetijstvo, jaz rečem, je tek na dolge proge. Ne moramo danes vedeti, kaj bo jutri, sploh pa ne, kaj recimo bik raste let pa pol, ne moramo vedeti danes, kaj kupimo, kaj bo čez let pa pol, pač riskiraš, pa enkrat kocka pade na tvoje številke, enkrat pa zgubiš. Kako pa je bilo z lansko letino, glede na to, kako je vreme? Ja, jaz moram potrkati, mi smo imeli kar srečo, nas so v bistvu obšla vsa neurja. Imeli smo zgolj nekaj škode od vetroloma, pa še to zaradi koruznega hrošča. Toče, hvala Bogu, nismo imeli, edino v zaključku sezone nas je prizadela praktično suša, ker smo na zelo peščenih tleh in smo mogli smo spraviti pridelek enih 3 tedne prej, ker ni več šlo, ker skoraj avgust nismo imeli dežja tukaj, tako da mi smo čisto sredi doline in smo v bistvu v območju v dolini, ko ima praktično ne imej padavin, ker pač v oblaki ne greš čez hribe in do hribov še nekaj, je pa mi tukaj v sredini pa velikrat pademo mimo. Kako pa razmišljaš o tehnoloških inovacijah v kmetijstvu? A uporabljaš kakšne sodobne pristope, sodobne prakse? Mislim, zaenkrat nekih prav posebnih sodobnih inovacij pa nas nimamo, ker je pač moja želja, da bi prvo vso proizvodnjo spravili na tak nivo, pač uredili, ne vem, hleve na novo, pa to, da pač malo bolj v smislu dobrobiti živali, pa sem pa definitivno odprt nekim novim tehnologijam, ki ti v končni fazi sam olajšajo pač tvoje delo, pa načrtovanje vsega skupaj, ampak pa recimo, da bi še malo počakal na neko primerno ceno tega, ker je danes je to še vse v bistvu v povojih in dokler to ni neki masovni proizvodnji, je to pač drago. Se tudi včasih v začetka niso imeli si traktorja, ker je bil drag, ko so jih pa enkrat masovno delali, so jih imeli pa vsi. Zdaj, ko smo ravno pri teh tvojih načrtih za prihodnost, ko sem te vprašala, če si že postal prevzemnik vaše kmetije, si mi rekel, ne še. Tako da, boš v kratkem postal? Ja, mislim, trenutno hodim še v bistvu na faks. Plan je, da bom mladi prevzemnik, sicer imam še mlajšega brata, ampak on je dosti mlajši od mene, pa niti ne kaže nekega bistvenega interesa za to. Tako da, ja, v načrtu je, čeprav moram reči, da sem bil včasih dosti bolj prepričan, danes pa, ko gledaš pač situacijo, se včasih vprašaš, a je vreden ali... Je to kar težko odločitev, da... Ja, ni to, ne moreš se to iz danes na jutro odločiti, ne.
V Kmečkem glasu sem prebrala, da si pri 16 letih postal rekorder v pridelavi silažne koruze. Najprej čestitke, to ni kar nekaj vsakdanjega, to ne postane vsak. O kakšni številki se to pogovarjava? Ja, v bistvu, najprej hvala, saj to ni nič takega. V bistvu mi že imamo dolgoletno sodelovanje s eno avstrijsko seminarno, ko ima slovensko podružnico Sadbau Linz. Letos bo že 10. leto, kar sodelujemo. V končni fazi gre za nek kvaliteten hibrid, ko je z neko dobro tehnologijo prišel tudi do 120 ton solove mase po hektarju oziroma slabih 40 ton suhe snovitosti, kar je na koncu važnega pa uporabnega. Ja, poleg živinoreje je moja strast tudi poljedelstvo. Sem tak človek, da recimo kar delam, rad naredim tako je treba, ne nekaj na pol. Ponavadi vsega, kar se lotimo, naredimo oren, kar pa neč. Kako pa je to izgledalo? A je bilo veliko konkurence? Ja, v bistvu, mi smo v bistvu za Sadbau smo kot uradni poskusniki, oni imajo svoje poskusnike po celi Sloveniji, od Prekmurja pa do skoraj do Primorske. Koliko nas je na let določijo oni sami, v jeseni, ko je čas žetve, se popožeje, pa se da na vago, pa vidimo, kje smo, ampak tukaj je v končni fazi tudi malo odvisno od sreče, tedy nam je letina zelo dobro služila, bila je res padavinsko bogata, kar pa nas ni problem, ko so tla zelo odsedna, tako da je imela koruza skozi. Vse bilo je toplo, bilo je vlažno, ker koruza vročino ima rada ob primerni vlagi, ne da če ni vlage, je tudi vročina pa je problem, ampak lahko rečem, da se je v bistvu vse poklopilo. Kakšna pa je skrivnost uspeha, da postaneš rekorder? Tako sem rekel, v bistvu tukaj nekaj skrivnosti ni. V končni fazi vsak moder kmetovalec naredi, ko nekaj seje, pa za posebej skrbi, naredi vse tako, da je maksimalno, kar lahko naredi, da dobiš iz tega posevka, kar želiš, ne, ampak v končni fazi tukaj, tako sem rekel, je tudi sreča, se pravi vreme, letina. Ni vse odvisno od tebe na koncu. Recimo 50% si ti, 50% so pa ostali faktorji. Si tudi bivši dijak in zdaj študent na šolskem centru Šentjur in dosegel si izjemen učni uspeh. Na maturi si osvojil kar 22,23. A je bilo takrat težko usklajevati delo in učenje? No, pa še zdaj, ko študiraš. Ne, recimo, meni nikoli ni bilo treba tega usklajevati, ker čisto po pravici povedan, nisem se nikoli kaj dosti učil, si v šoli, pa tisto, kar potučaš, je kvalitetna osebina, nekaj odneseš tega, pa je odvisno od tebe, koliko si želiš zapolniti, pa koliko znaš pa to na koncu uporabiti v praksi, pa mislim, nekega znanja ni težko absorbirati, ne, za mene je najbolj važno tisto, ko ga znaš povezati v realni svet, pa uporabiti. Pa študiraš kaj v povezavi s kmetijstvom? Zdaj študiram, v bistvu sem se upisal na programu upravljanja podeželja in krajine, kar je praktično nadaljevanje programa, ko sem ga prej obiskoval na srednji šoli. Kako pa bi opisal faks? Si zadovoljen? Ja, sem zadovoljen. Šel sem praktično zaradi tega, ker je v bistvu višja šola, je samo 2-letna, je zelo prilagodljiva, nisi zdaj točno vezan, dokaj blizu mi je, ne rabim biti v domu ali pa kaj, sem lahko doma in to so faktorji, ko so pretehtali, da sem se odločil za to. Zaradi vse pomoči na kmetiji, pa verjetno bi te kar pogrešal, če bi bil nekje v nekem študentskem domu. Pa mogoče naši mene ne toliko, ko pa jaz kmetijo. Zdaj, če se ustavlja še malo pri podeželski mladini, v katerem društvu si in koliko časa si že član? Ja, zdaj bo v bistvu že 3 leta, kar sem član društva podeželske mladine Spodnje Savinjske doline. Odločil sem se v bistvu tedy med korono, tako čisto spontano. Pa moram reči, da mi ni žal, se imamo res fajn. Pa imaš kakšno posebno funkcijo? Ne, nimam nobene funkcije v društvu, niti je po eni strani ne želim imeti, ker to je velika odgovornost, zato si moraš vzeti kar dosti časa in držim se nekako načela, da stvari, ko vem, da jih ne bom upravljal, tako je treba, se jih ne lotim, boljš imeti manj stvari, pa jih narediti vse, tako je treba, ko pa pol nekaj napolne. Mogoče kasneje, ko končaš s faksom, pa bo
mogoče malo več časa. Ali pa bo še manj. Ne vem, to bomo še videli, to je že vse odprt. A pa imate tudi kakšne projekte, pri katerih pa sodeluješ, ali pa hodiš na kakšne kvize, kmečke igre? Bil sem v bistvu dozren na vseh kvizih, pa kmečkih igrah, ja. V bistvu na splošno vseh in društvenih in zvezenih dogodkov se, če le imam čas, se zelo rad udeležim, ker je to v bistvu neko zelo kvalitetno druženje samih, kako ne rečem, praktično isto mislečih ljudi, ne. In ja, če le imam čas, se udeležim vsega, kaj se da. Kaj ti pravzaprav pomeni članstvo takega društva, kot je Podeželska mladina? Ja, v bistvu praktično se povezujem z istomislečimi ljudmi, s tem si tudi širiš obzorja, ker dosti se družiš tudi z ljudmi iz drugih društev, z drugih koncev Slovenije, nekako dobivaš nova, zelo pomembna spoznanstva in praktično sami plusi. No. Vsakega to vprašam, kateri je tvoj najljubši spomin? Ali od zveze, ali od društva, kaj bi izpostavil? Pa najljubši spomin je pa moje zmeri iz društvenega izleta, koliko pač ostane spomina. Kateri izlet bi pa izpostavil? Težko rečem. Hodite tudi kam v tujino? Ja, recimo letos so bili, žal nisem šel zelo, so bili v Pragi za 3 dni, zelo glih v začetku decembra. Za drug let se menimo za neki tudi zunanji izletek, da ja, imamo v redu vodstvo društva, nimam kaj reči, tako da super. Kaj pa počneš, ko ne delaš? Si član še kje drugje, mogoče pri gasilcih, ali pa sodeluješ v župniji, pri kakšnem drugem društvu? Včasih sem igral 13 let nogomet, pa sem ga pač iz objektivnih razlogov opustil. Zdaj pa nisem bil nikjer drugje, zdaj med poplavami so me gasilci odslanili, ko sem bil praktično kompletno intervencijo sem bil prisoten, pač sem se član gasilskega društva zraven. Kaj pa te motivira za delo na kmetiji in kako si ti predstavljaš prihodnost vaše kmetije glede na trenutne razmere? V bistvu motivira me že sama, mislim, kako ne rečem, podzavest, ker mislim, to imaš v podzavesti, da se vsak dan ostaneš, pa greš, pa to narediš. Kakorkoli obrnemo v vsaki panogi ali gospodarstvu, tudi še v javnem sektorju so pač neki vrhovi, pa neki palpaci, pa boljša, pa slabša obdobja. Pač to moramo prebroditi, pa nekako videti najboljše v tem, pa zavedati se moramo vsi, da ljudje bodo zmeraj lačni. Nekako brez hrane, ne vem, če bomo kaj dalje živeli. Ja, no sej ravno zato. Zakaj misliš, da je potrebno slovenske kmete podpirati in to tradicijo ohranjati? Ja, tukaj je, mislim, faktorje za to je ogromno. Gre se v prvi vrsti že sam za neko obdelanost kulturne krajine, ker je, lahko rečemo, da je pri nas zelo dobra. Slovenskih kmetij se upam trditi, da proti mogoče ne evropskim, ampak ostalim vzhodnim državam, iz katerih uvažamo določena živila, pridelujemo zelo kakovostno, pa kvalitetno hrano. V končni fazi, če gremo neko ekologijo, s tem zmanjšujemo ogljični odtis, ni transporta, ni tega, ni tizga. Praktično mi lahko postrežemo dobesedno iz njive na krožnik, ne rabi biti vmes en mesec v nekem kontejnerju ali pa pol leta na ladji. Mislim, za moje pojme v neki normalni državi bi moglo biti kmetijstvo eden izmed najbolj pomembnih stebrov same osnove države, ne pa da se ga marsikje sramujejo. Ne. Pa misliš, da se bo pri nas to kdaj uresničilo? Mislim, zadeve se obračajo preko recimo 5-10 let, koliko se pač jaz spomnim, ampak mogoče za moje pojme prepočasno. Se bo obrnilo slej ko prej, vprašanje bom to že doživel jaz ali pa moji zanamci. Zdaj pa te prosim še, če dopolniš stavke. Kaj bi rekel, kmet je biti lepo, ker? Ker je v bistvu to način življenja, si povezan z naravo, z živalmi, imaš neko višje poslanstvo, skrbiš za to, da pač niso ljudje lačni. Kaj pa mogoče za mladost na kmetiji je zanimiva saj?
spoznaš vse možne spektre življenja, od dobrih do slabih, kvalitetno preživiš svojo mladost in tako sem že prej rekel, jaz tega ne bi menil za nič. Pa mogoče še za našo kmetijo si v prihodnosti želim? Ja, definitivno pač malo posodobiti sploh hleve, malo še razširiti proizvodnjo, da bi prišli na nek večji obseg, da bi zagotavljala neko sigurno zaposlitev, ker do zdaj ni noben zaposlen, rad bi se jaz zaposlil slej ko prej, tako da povečanje obsega je najbolje. Hvala, da si mi predstavil svoje življenje na kmetiji in vse dobro ti želim v letu 2024. Hvala tudi vam.